Gradu Tuštanj ponovno praznik rokodelstva. Zdaj, kako da ste se pravzaprav odločili, da kljub epidemiji, kljub virusu organizirate to zadevo in seveda, kako je potekala organizacija? Ja, naše praznovanje je ponavadi v mesecu juniju, ker pa epidemiološke razmere takrat niso dopuščale, smo ta dogodek prestavljali in upali, da se bo toliko sprostilo, da bomo tu na prostem v atriju gradu Tuštanj in pred gradom lahko pripravili to rokodelsko razstavo oziroma naš rokodelski praznik. Naši rokodelci so se pripravljali v glavnem doma, to se pravi 2 leti. Delali smo po elektronskih medijih, da tako rečem, po Zoomu, po telefonih, po tablicah smo se pošiljali navodila in tako smo skupaj delali. Zato so vsi ti izdelki, ki jih vidite, na novo narejeni, tako kot vsako leto. Časa smo imeli res dovolj in zato imamo tako bogato obložene mize. Branka, koliko udeležencev danes tule razstavlja, koliko udeležencev sodeluje? Sodeluje Rokodelski center Moravče, potem Kletarska šola Iztoka Urbanija, ki je pod okriljem Društva Zgornjega in Spodnjega Tuštanja, Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija Šmartno, Zeliščanke Društva upokojencev Moravče, Turistično društvo Moravče, Društvo podeželskih deklet in žena Moravče. Zunaj imamo še gosta Francija Webra, sirarja z bližine in gostilno Jurka, ki bo poskrbela za našo hrano. Kaj s to prireditvijo sporočate? Kaj je glavni pomen tega današnjega druženja? Glavni pomen tega današnjega druženja je, da ljudem sporočimo, kako pomembno je naše delo. Saj je Ministrstvo za kulturo v register nesnovne dediščine v letošnjem letu vpisalo še 3 naše dejavnosti. Pletarstvo, slovenska izdelava slovenske čipke, idrijske čipke, rože iz krep-papirja smo pa pred leti že vpisali, na kar smo zelo ponosni. In vsa ta znanja prenašamo na naših delavnicah društvenih, v šolah, društvih upokojencev. Skratka, delimo znanje, kdor ga želi. Hvala lepa. Prosim.